Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Kot lahko vidite, smo danes na prav posebnem kraju. In če vas zanimajo starine, posebno kolesa in motocikli, vas bo današnji obisk pri zbirki starin Blažiš zagotovo navdušil. Z mano je že gospod Peter Habe, s katerim se bomo danes sprehodili po razstavi. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Tukaj z nama je eno kolo. Je bilo to prvo kolo? To ni bilo prvo kolo je noter razstavljeno, prvo kolo je bil poganjavček, to je pa veliko kolo, velociped, hohrad, različna imena, tudi kostolomac, kjer je zelo nevarno kolo. S tem se lahko kar poškoduješ, veliko se jih je poškodoval kolegov. No, kar visoko je, kako pa to sploh zagoniš? Ja, tu zadaj imaš eno stopničko, na tej stopnički moraš iti, prvo ga porineš, moraš iti gor in isto na tej stopnički dol. Ne smeš iti na stran tako pri onem kolesu, ti si je navadno. No, preden si pogledamo zbirko, ki je kar velika, kdaj ste sploh začeli z zbiranjem starin? Jaz se že spomnim v mali šoli, samo takrat so bile druge stvari. To kolesarstvo je bilo pa mogoče tam nekje 15 let nazaj. Bi lahko torej rekli, da je zbiranje starin vaš hobi? Ja. No, ker ste mi povedali, da vožnja s tem kolesom ni tako enostavna, pa me zanima, kako to v praksi izgleda. Takole. Je kar težko. Kako dolgo pa bi zdržali na takšnem kolesu, kako dolgo bi se lahko vozili? Po ravnini več ur, v hrib pa ne gre. Torej v hrib sploh ne bi šlo? Mali hrib, veliki hrib ne. Z Mišmaševci smo v eni izmed oddaj ugotovili, da je zbiranje denarja kar drag šport. Je podobno pri zbiranju starin? Ja, isto. Ja, to je kar drago, velike časa ti gre. Problemi so v začetka, potem pa, ko že imaš nekaj stvari, potem pa kaj gre, to so razne menjave. Kako pa predmet sploh pripravimo za razstavo? Ga moramo prej očistiti, kako posebej pripraviti? Ja, te predmete, ko je kolesa, motori, to jih očistiš, konzerviraš, pa gre na razstavo, če jih ne restauriraš. Te starejše kolesa, to v glavnem se ne restaurirajo, se pustijo tako, kako so, samo očistiti. Pa je sicer z restauriranjem veliko dela? Ogromno, ogromno. Tako, pa najbolje, da si kar pogledamo razstavo. Ja.
Tako, Mišmaševci, tukaj smo že pri prvem kolesu, ki smo ga že prej omenili, torej poganjavček, imam prav? Ja. Zatem pa je bil tisti, ki smo ga prej videli. Ja. Kaj je potem sledilo, si bomo pogledali še v nadaljevanju. Kakšni pa so bili materiali, so se razlikovali od današnjih? Ja, prva kolesa sta bila lesena, kombinirana z jeklom, potem jeklena. V glavnem, zdaj so pa novejša, to so pa zdaj karboni pa razne mase. Kdaj približno pa so se kolesa sploh pojavila? Kolesa so se pojavila tam nekje okrog 1860, tam 1900, tam je pa že res bilo pravo kolesarstvo tem normalnimi kolesi, prej so bili te velosipedi, poganjavčki. Kako pa je bilo prej, ko koles niso imeli? Prej pa konji, peš. Potem, ko so kolesa nastala, kdo jih je sploh imel? So jih imeli vsi, tako kot jih imamo danes? Ja, prva kolesa so imeli bogataši. Takrat si mogel denar, kolo je bilo zelo drago, in ni bilo veliko, ne. No, prvo kolo, pri katerem že stojiva, je tovorno kolo. Zakaj so uporabljali tovorna kolesa? Ta tovorna kolesa so uporabljali za razne tovore, po trgovinah, po tržnicah. To kolo je bilo pa na Dobrni, to je vozilo prtljago gostom. Tako je to kolo vozil, je čakal pred avtobusom in je naložil kovčke, pa jim je pelal zdravilišče. Naslednjo kolo je vojaško, čeprav vidim. To je vojaško kolo, to je avstro-ogrsko kolo. V prvi vojni so še to uporabljali, to je imel oficir, to je imel sablo, to je imel dokumente, bil je poročen, včasih kdo je bil poročen, imel prstan gor na kolesu. Naslednjo kolo pa gasilsko. Ja, to je pa gasilsko kolo, to je okoli leta 30. Te kolesa pri nas nisem zasledil, da so uporabljali, to sem pripeljal z Francije. To je gasilni aparat, to je imel cev. Bi lahko rekli, da je tole kolo bilo takrat kot danes gasilski avto? Ja, tako, ja. Naslednjo kolo, ki ga vidimo, pa je? To je pa navadno kolo. Razstavljenega imam zato, ker je slovensko kolo. Naredila sta ga Jaks in sin, v Ljubljani sta delala kolese, to sta bila mehanika, zdaj sta neke kolese sestavljala. Pa je bilo to eno izmed prvih koles, ki so bila? Ni bilo, ne bilo. Kaj pa v Sloveniji? Tudi ne? Ne, to kolo, mislim, to kolo je okoli leta 20, pod letom 20. Slovenska kolesa še manj starejša, iz Maribora, od Negerja, pa od Tribune, ta je pa tam nekje v sredini. No, tukaj na najni desni pa ni kolo, ampak je? To je pa en starejši avto, letnik 37, to je Austin 7. To avto je bil delan za mlade družine, tako da teh avtov je bilo kar dosto bilo naredih. To je kar velika serija bila narejena. Je pa tak avto, to je zelo počas, to je 50 km/h, več se ne moreš peljati. Kdaj so torej imeli takšne avte? Ja, to so bili pred drugo svetovno vojno. No, tukaj na najni levi pa je še več koles, pa greva kar k temule. To kolo je s pomožnim motorjem. Pomožni motor je madžarski Dongo. To se je pa naredil skup en dimnikar. Se vidite, da ima dimnikarško opremo gor in je s tem hodil okrog pa opravljal svoja dela. Naslednje kolo pa je? To je poštarsko kolo. To so uporabljali poštarji v večjih mestih. Je pa zanimivo kolo, ker ima pomožni motor dizel. To je Lohmann dizel motor. To ni bilo funkcionalno, zato tudi jih niso veliko naredili. No, danes poštarje prepoznamo po rumeni obleki, na temle kolesu pa je prav poseben znak. Je kaj pomenil? Ja, pošta. Torej smo lahko potem prepoznali poštarje. Ja. So se včasih prevažali samo s kolesi ali so hodili tudi peš? Največ so hodili peš. Torej so imeli kolesa tisti? Ja, bolj. Kolesa je imel mogoče po večjih mestih, da je lahko več gor nadeval, da je imel več pošte. Isto kot zdaj, včasih ni bilo veliko pošte. Pri nas, ko je hodil poštar, je prišel s torbici, pa je prinesel, če je prinesel enkrat na mesec eno pismo. Tako lahko tudi na kolesu vidimo, kako je imel pošto zataknjeno. Kaj pa tole kolo? To je kolo Wanderer. Ta kolo je zanimivo samo zaradi tega, ker ima v gonilki noter dve brzine. Drugače je pa čisto normalno kolo. Pa gremo naprej k kolesu s posebno prikolico. Je to prikolica? Ja, nekako. Bi lahko rekli. Ja.
Pa še eno kolo je za nama. Tole pa je. To je pa že nekaj normalno kolo, to je letnik 890, to so prva neka normalna kolesa. Prej je bil velociped, veliko kolo, potem je pa to prišlo, to je neko normalno kolo že, ne. Zanimivo kolo, kar starejšo, še kovani okvir. Sicer pa je kar podoben že današnjemu, kaj ne? Ja, tako. No pa lahko pri temle kolesu poveva, katere dele ima sploh kolo. To je pa okvir, krmilo, vilice, kolesa, gonilka, veriga pa sedež. Pa ima današnja kolesa, tako zvonec, ima današnja kolesa še kakšen dodaten del? Pri današnjih kolesih so pa na pogled je enako, drugače pa brzine. Tako, no tega pa sva si pogledala že zunaj. No, preden si ogledamo drug del razstave, pa je čas za malo glasbe. Tiho povej mi na uho, kdo tvoje srce gre sedaj in ti govori, da mu ob tebi je najbolj lepo. Ni več besed, zgodbo poznam, a prazen je svet tvojih dejanj. Obljubil si mi, da čakal me boš, ko se spet srečava. In v solzah morje moje valovi. Utapljam se in upam, da me sliši kdo. Primi me, modrina večna, in izperi mi srce. Tu je ta, spet bom srečna, ker se našla bom druge. Primi me, modrina večna, in nikdar ne vrni me, saj v solzah morje moje valovi. Ti mi povej, mi na uho, to tvoje srce zdaj je ujel svoj pajčolan in pred mojim pogledom ga skril. Ni več besed, zgodbo poznam, prevečkrat bilo, veliko je drame, a upanje na zadnje umre, če odhaja z njim. In v solzah morje moje valovi. Utapljam se in iščem pot, ki tukaj več je ni. Primi me, modrina večna, in izperi mi srce. Tu je ta, spet bom srečna, ker se našla bom druge. Primi me, modrina večna, in nikdar ne vrni me, saj v solzah morje moje valovi. Za tebe naj udari zdaj levica in izbriše naj svet, da bom sama van ujeta spet. Primi me, modrina večna, in izperi mi srce. Tu je ta, spet bom srečna, zdaj le morje vse o nama ve. Smo že nazaj. V prvem delu razstave smo si pogledali že eno gasilsko kolo, no tukaj na moji desni pa imamo še enega. Je drugačen kot tisti prej? Ja, to gasilsko kolo je pa novejšo, to je letnik okoli 70, to so imela razna velika podjetja,
tako recimo Gorenje, sam tam iz Gorenja, to je Selja, da so se lahko, če je bil kak požar, da so se lahko na hitro prepeljali iz enega konca na drugega konca, ne. Saj praktično tu ni opreme, bilo nič gor, to je bilo samo kolo, to, da se je lahko hitro prepeljal z ene strani na druge do požarišča. No, nekaj stvari pa so vseeno imeli na kolesih. Kaj vse so gasilci imeli s sabo? Ja, tale je imel gasilni aparat, to je bilo značilno. Tudi ono starejše kolo je imelo gasilne aparate, sem starejše, ta je pa novejši gasilni aparat. To je bilo glavno gasilni aparat Čelada. Pa je za vsa gasilska kolesa značilno, da so rdeče barve? Ja, ker je gasilska bela pa rdeča, to je rdeča barva, to so v glavnem ta gasilska so imela rdeče barve. Vse to je teh koles je zelo malo, ne. To so si sami priredili, na večjih podjetjih so se sami pobarvali, pa gor naštimali te aparate, pa to, ne. To ni bilo, da je bilo prav, da si ga lahko kupil gasilsko kolo, to so se sami naštimali. Tako druga kolesa isto, razni obrtniki, ko so, ne, to so si sami naštimali gor stvari, da so lahko z njim delali, pa lažje se premikali, pa tovorili. Torej jih niso posebej izdelovali za kakšne namene. Gasilca prepoznamo torej po rdeči barvi, kaj pa je naslednje kolo? Naslednje kolo je kolo pleskarja, to se je isto sam navadno kolo, pa se je gor naštimal malo te stvari, ker je rabo, ker je hodil okoli barvat. Tu vidite, to so valjčki, to so včasih te valjčke, to se zdaj ne uporablja več, ne. Pa vsa orodja je imel tu gor, ne, čopiče pa vse. Torej je imel kar veliko opreme, je bilo veliko lažje s kolesom, kaj ne? Kaj pa preko niso imeli koles, kje so to recimo pleskarji nosili? Ja, to so hodili peš, ne. Peš pa v roki. Torbo je imel torbo, pa si je v roko nadeval, to ni bilo par stvari, dva čopiča pa valjčke pa je hodil. Od pleskarjev pa k čevljarjem. Ja. To je čevljarsko kolo, to sem dobil v okolici Dravograda. To je bil neki večji čevljar, imel je več zaposlenih, s tem kolesem imel enega, da je hodil okrog in je to popravljal. Enega je imel tudi, ko je hodil peš, pa je imel krošnjo in pa je popravljal to obutev. No, naslednje kolo pa ima zelo veliko posod. Zakaj? Ja. To kolo je imela gospa, ko je mleko vozila, ne. To so ji tudi sami gor naredili, kolo je Rogovo, novejšo kolo, sami so naredili te nosilce za te posode in je s tem posoda mleko vozila okrog. Tako da ga je tudi prodajala ali samo za... Prodajala. Tako, no, naslednje kolo pa je... To je pa nemško kolo. Nemška vojska je to uporabljala na drugo svetovno vojno. Tega so naredili v Avstriji, to gre napis Waffenrad, Steyr, fabrika ga je naredila, je v polni opremi, vidite, to so imeli zaščito za roke. Tako da so tudi na tem kolesu imeli kar nekaj uporabnih stvari. Tako. Naslednje kolo pa je... To je pa kolo gozdarja. To je kolo, starejšo kolo pred drugo svetovno vojno, takrat so te bili posestniki, to je isto to bil, mislim, da je bil Zgornje Savinjske in je to imel kolo, ko je hodil okrog, to označeval hlode. Kaj vse so potrebovali gozdarji, ko so šli na delo? Ta gozdar, to je potreboval klešča za označevanje hlodov. Vse, kar je potreboval, pa si je dal torej na kolo in tako lažje odšel na delo. To je kolo popravljavca dežnikov in vezanje loncev. Kolo je iz Maribora. Ta gospod je delal dva poklica, popravljal je dežnike, vezal je lonce. Včasih, ko sem imel glinene lonce, ko je lonc poknil, ko je prišel okrog, je lonc zvezal z žico in je potem lonce naprej uporabljal. Danes verjetno teh dveh poklicov ne bi morali več srečati, kaj ne? Ja, danes je to pozabil. No, tukaj pa je še eno kolo, ki je kar podobno današnjim kolesom. To kolo sem sam preuredil.
to kolo je za kakšne šove, ne, če prej kakšna skupina, da jim ponudim, da se kdo pela, ne, kolo gre glih kontra in se je zelo težko pelati. Do zdaj se samo eden pelal. Drugač pa v Nemčiji imajo pa dirk enkrat na leto s temi kolesi. Tako da ko se to navadiš, pol ni problem, se furaš, ne, samo je pa še kaj problem navaditi. Koliko časa pa ste potrebovali, da ste ga preuredili? To je en dan. Aha, tako da gre kar hitro. Ja. Kaj pa ste morali narediti? To sem pomagal, sam to noter pri krmilu, sem mogel dati 2 zobčenika, da gre kontra, ne? Da gre na sprotno smer. Pa predvidevam, da ste vi že pravi profesionalec v vožnji tega kolesa. Ja, jaz sem bolj slabi. Torej ni tako lahko. Ne, ni tako lahko. No, še eno kolo nas tukaj čaka. To kolo je naredil celjski mehanik, Gams. On je popravljal kolesa, tudi kolesa sestavljal. Naredil je pa za enega slikarja celjskega. Se vidite, to je dosti opreme, to je še vsa oprema. Takrat jaz sem to celju kupil od enega gospoda. Tu gor so še albumi, je aparat, to je vse na kolo zložil, se je s kolesom pelal, ko je bila kakšna večja preditev, berma, in je potem to malo razstavil in je fotografiral, ne, in se je s tem preživljal. No, tale fotoaparat pa je prav poseben, kaj ne? Ja, to je pa kar starejši fotoaparat. Takšnega verjetno naši mišmašovci še niso videli, se pa tudi zelo razlikuje od današnjih, kaj ne? Ja, zelo. No, naslednjo kolo, ki nas še čaka tukaj, pa je trgovsko kolo, kaj ne? To je trgovsko kolo, to so si isto sami naredili, ta kolo je bil tam okolici Ljubljane. Ko sem ga kupil, mi je gospa dala ključe, sem to v marcu odprl, je bilo v glavnem še to vse noter, ne. Te stvari. Izgleda, da je tisti gospod, ko je nehal voziti, je to vse skupaj to pustil, ko je nehal s trgovino na cigareti, gor sem gledal, mislim, da je letnik 64 cigaret in izgleda, takrat je on to nehal, pa je to vse skupaj ostalo, ne, potem sem jaz to vse skupaj kupil od one gospe, pa to razstavil. Kaj vse lahko vidimo tukaj, kaj so trgovci prodajali? Na kolesih, trgovci, še jaz spomnim, ko sem bil majhen, so hodili tudi peš, imel je nahrbtnik, imel je potovalko, je hodil peš, pa je tule prodajal okrog, kjer so bili že malo bolj, so imeli kolesa, na kolo je lažje več spravo gor, pa lažje se je premikal. Prodajali pa so, predvidevam, da vse stvari, ki si jih vsakodnevno... Vse manjše stvari, ne, vse manjše stvari. Prej smo spoznali trgovsko kolo, zdaj pa smo tukaj že pri naslednjem, ki pa je? To je kolo brusilca. Te kolese so si isto sami preuredili, so tudi kupili, tistega nimam, tu imam enega v skladišču, ko ima original, brus gor, ko ga je kupil, pa kaj pa šraufo, to brus so si sami naredili. To so še pred 50 leti so še to hodilo okrog, pa brusili razna orodja. Pa je bil brusilec včasih poklic? Isto je bil poklic brusilec, ne. Včasih je bilo tega več poklicov, vsak je svoje delo opravljal. Kaj vse so torej delali brusilci, kako so opravljali svoj poklic? Tale brusilc, ko je bil na kolesu, to je hodil okrog od hiše do hiše, po mestih, pa je brusil razna orodja, od nožev, vse praktično, od letve, vse je brusil, ne, kar je bilo treba nabrusiti. Pa nam lahko pokažete, kako je to izgledalo? Tu noter se je nalila voda, da je voda kaplala dol, da je zamakala brus. Ja, s tem kolesom so brusili, tu noter so nalili vodo, ne, potem je to gono, pa je brusil razna orodja, ne. No, tole kolo pa ima še eno prav posebno zanimivost, kaj ne? To kolo se je uporabljalo od Ljubljane gor proti Gorenjski, tam gor sem ga kupil. Bil je pa gospod, ko je imel sina, ta prekolica je še zram, lutko sem jaz gor naštimal in sta sama bila majhnega sina, imel in sta hodila okrog do Ljubljane, pa gor in sta se s tem preživljala, da sta razna orodje brusila.
Je pa tudi tole kolo je bilo na ožjem zboru za snemanje filma v Italiji. To so bili 3 kolesi in potem so za tisti film tega izbrali. No, sicer pa je kolo brusilcem kar olajšalo delo, kaj ne? Zelo, zelo. Kako so delali predtem? Veliko so ročno brusili še prej, ne? Potem so imeli na noge večje bruse. Potem je prišlo kolo, to se je pa lažje premikalo, ne, po terenu. Tako, pa greva k naslednjemu kolesu, ki je? Tole je pa Tribuna. To je največja slovenska firma izpred 2. svetovne vojne. To kolo sem iskal 25 let, potem sem ga dobil na Gorenjskem. Ta kolo so uporabljali mesari pa peki, tu mu manjka, to je sprednjo kolo je manjšo, tu je bil gor taka spredi, tak predplažnik, da je imel notar kruh ali pa meso. Ne. In je tako torej lažje potoval? Ja. No, od kruha pa k mlinarskemu kolesu, ki je za vami. To je pa mlinarsko kolo, dobil sem ga v okolici Maribora, to so letnike 42, to so Nemci prepeljali konec vojne, to mi je on lastnik povedal. Delo še je pa bolj tik po vojni, ko je bila tista velika kriza, to je prišel pa je zmlel mogoče kilo pšenice ali pa koruze, pa še tisti je kak procent stran vzel za sebe, tako da to se je porabljalo zelo malo, par let, ne, in to bolj propadlo. Po vojni potem so prišli te večji mlini, pa dosti je bilo hrane, dosti je bilo pšenice, potem so pa večji mlini, to se pa več ni uporabljalo. Kaj vse lahko torej vidimo na mlinarskem kolesu? Ja, na mlinarskem kolesu to pa praktično ni drugo, majhen mlinček, jaz sem na to probal mlet. To, če hočeš fino moko narediti, moraš po 4-krat dati okrog, pol zategnati, da ti res neko moko naredi. Druga pa ni kaj, sam si še mogoče dal gor, kaj da je imel kako pijača gor, tu je še imel sito pa zajemalko, ne, da lahko moko vundevo. Torej, s tem mlinčkom kar dolgo trajalo, da se je moka naredila? Ja, to je zelo malo, to gre zelo počasno, to sem jaz probal, to gre zelo počasno. Tukaj pa imava? Tu je pa kolo smetarja, to je imela, vsako mesto je to imelo, še ni dolgo nazaj, mogoče 30 let nazaj so še to vse uporabljali. Ko sem ga jaz iskal, sem ga zelo iskal, da sem ga najdel, to je šlo vse na smeti. Tako da to ni tako staro kolo. Imelo pa vse, kar je smetar potreboval za delo? Vse. No, naslednjo kolo pa je brez koles. Ja. To je pa eno dirkalno kolo, ameriško, je okoli leta 900. S tem kolesom se še vozimo na kakih predstavitvah. Pa greva kar naprej. Katero kolo je tole? To je pa za izdelavo ključev. To si je isto, to mašinico za ključe zlati je kupil, si je naštimo na kolo, pa je hodil okrog, pa delal ključe. Mašina je ista, kot zdaj delajo za ključe te LZ-ke, samo zdaj je na motor, ne, to je bilo pa ročno, to je še bilo pa ročno. Pa so tudi za izdelavo ključev potrebovali veliko več časa kot danes? Te ključi, te LZ ključi, to so bili, to je isto, kot zdaj, samo da je na roke gono, ne, ti si imel energije moleč uporabo, zdaj je na elektriko, takrat je pa na roke, drugače je pa to isto. Torej je kar podobno. Ja. No, tukaj zraven pa eno precej barvno kolo s posebnim kolesom. To kolo so uporabljali cigani, sam so si naredili to vse skup, to je imel živalski vrt, to je imel loto, lahko je še kaj zaigral, zraven je imel tudi lutkovno predstavo za otroke, tam se je usedel, spredi so bili otroci in je tudi lutke zaigral, pa se je s tem preživljal. Tako da bi lahko rekli, da je bil tak mini cirkus? Ja, nekaj takega. Kaj pa tole kolo? To je kolo šivilije. To je bilo zelo malo teh koles, ne, to so se isto, so še dale gor, šivalni stroj mi eden naštimo, ne, je prišla, tu zadaj se je vsedla, pa je kaj manjšega zašila. Ne. So pa tile šivalni stroji precej drugačni od tistih, ki jih poznamo danes? Ja, to so precej drugačni, ta je zelo star šivalni stroj, to so bili ročni šivalni stroji. Potem so jih imeli na noge, ne. Na noge ni mogel to uporabljati za kolo, to je mogel dati ročnega gor. Pa bi tale šivalni stroj danes še deloval? Ja, s tem šivalnim strojem sem imel nekaj let nazaj prikaz, ne. Sem še probal nekaj zašiti, je šlo. Ne. Je še šlo, tako da bi mogoče tudi zdaj šlo? Ja.
Tole pa je še zadnjo kolo, ki ga bova danes tukaj videla. To je pa kolo za netanje loncov. To so prišli okrog, ko je imel lonc luknjo, je prišel, pa ga je zanetil. To so nete, aluminijaste nete so dali noter, pa ga zatolkli, pa so to naprej uporabljali. Tako tudi tega danes ne srečamo več. No, spoznali smo veliko poklicev, če lahko to rečem, ki jih danes še ne poznamo. Zdaj pa je spet čas, da si privoščimo kratek glasbeni predah. Dva človeka, le dve imeni, kar ima vam vse pomeni. Vse, kar je bilo kdaj pred tabo, ko da ni bilo. Ljubim več, ne rabimo tega, saj misel traje dlje kot beseda. Vse, kar je bilo kdaj pred tabo, je pozabljeno. Samo globoko me poglej. Spomini so tu naprej. Imava nekaj več kot drugi vsi, imava nekaj več, se ti ne zdi. Se v nulo poznava in vse, kar imava, to bo trajalo. Imava nekaj več kot drugi vsi, ja tisto nekaj več, kar se zgodi v prvem utripu, tako in v hipu, a bo trajalo, še ko naju več ne bo. Dva človeka sebe deliva, danes tu pred Bogom stojiva. Vse, kar je bilo kdaj pred tabo, ko da ni bilo. Samo globoko me poglej. Spomini so tu naprej. Imava nekaj več kot drugi vsi, imava nekaj več, se ti ne zdi. Se v nulo poznava in vse, kar imava, to bo trajalo. Imava nekaj več kot drugi vsi, ja tisto nekaj več, kar se zgodi v prvem utripu, tako in v hipu, a bo trajalo, še ko naju več ne bo. Poglej druge pare, mlade in stare, vsi iščejo nekaj več, a midva sva nekaj več. Imava nekaj več kot drugi vsi, imava nekaj več, se ti ne zdi. Se nulo poznava in vse, kar imava, to bo trajalo. Imava nekaj več kot drugi vsi, ja tisto nekaj več, kar se zgodi v prvem utripu, tako in v hipu, a bo trajalo, še ko naju več ne bo. Še ko naju več ne bo. V današnji oddaji smo spoznavali kolesa in tukaj zunaj imamo še dva. Kakšna kolesa sta to? Mogoče najprej tega le pogledava. To je potovalno kolo, to je normalno kolo, te prekalice si je lastnik sam naredil, zgleda, da je imel 4 otroke, ne, da je lahko vse 4 pelal. Ne. Je pa to bolj za ravnine, po hribu ne moreš iti, jaz sem to veliko vozil, tudi otroke. Po ravnini gre, po hribu pa ne, ker to kolo nima brzin.
To je kar normalno in to gre kar težko. Torej se jih je lahko 5 vozilo na tem Ja. kolesu. Pa je sicer še funkcionalno, bi se še lahko... Ja, to je vse funkcionalno, ja. Kaj pa tole kolo? To je pa rikša indijska, to sem v Nemčiji prepeljal dol 3 rikše. To sem zato prepeljal, če prijejo kakšne otroci, kakšne skupine, da jih lahko po dvorišču malo vozim. Zelo se radi vozijo, to jim je največ od ogleda, da se peljajo s to rikšo. Pa lahko našim mišmaševcem razložite, kaj sploh pomeni rikša, po čem prepoznamo rikšo? Rikša, to je bila namenjena za voziti ljudi, ne. To po Indiji, pa dol po Kitajski imajo veliko tudi zdaj za turiste vozi, tudi po Nemčiji. To je praktično, zdaj je to za turiste. Včasih je bila to kot taksi, zdaj je pa to bolj za turiste. Tako, hvala za predstavitev in da smo si lahko prišli ogledati tole razstavo. Za konec še eno vprašanje, kako se moramo obnašati, ko pridemo na ogled takšne razstave? Fino je to, da se ne dotikate preveč, da po kjerim ne pade, pa da se čim manj pokvari. Saj so kar precej vredne stvari, kaj ne? Nekaj tudi, ja. Je tole kolo tudi funkcionalno? Ja. Tako, potem pa predlagam, da greva en krog, mišmaševci, vi pa se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. No, kot mi je gospod Peter obljubil, pa me čaka še vožnja z rikšo.